V zadnjih obdobju Društva za raziskovanje polpretekle zgodovine samo osebno sodelujem tudi z raziskovalci na Hrvaškem in prav to sodelovanje je prineslo rezultat, da smo našli oziroma odprli nekaj primerov v Sloveniji, ki je prinesel tudi rezultat, tak, ki sem ga danes predstavil. O samem Stjepanu Crnogorcu bo malo kasneje za mano povedal gospod Božo Vukušič. Gre za mladega človeka, ki se je šolal v Salzburgu takrat leta 1972 in mu je bilo nasilno življenje vzeto prav tukaj v Sloveniji. Leta 1972 je slovensko oziroma jugoslovansko udbo vodil Silvo Gorenc, vse tam do 1974. leta. Še dan danes je zelo aktiven, v časopisih lahko zasledimo, da se vključuje tudi v aktivno politično delo. V tej zadevi je takrat bil zadolžen za operativno delo pomočnik načelnika slovenske udbe Zemljariča, gospod Boris Mužič. On stanuje tukaj v Valvazorovi ulici zelo blizu. Načelnik sekretariata za notranje zadeve iz leta 1972 pa je bil Marjan Orožen. Kolikor vem, so vsi trije še živi. Vsi so stari okoli 85 let. Morate vedeti, da takratni sekretar za notranje zadeve je imel popolnoma drugačne pooblastila, kot ima današnji minister za notranje zadeve, da je imel možnost direktnega vključevanja v operativno delo in operativno odločal o vsakem primeru posebej, kar je danes malo spremenjeno. Stjepan Crnogorec je rojen 7.12.1946 v vasi Soviči, Gruda v Hercegovini. Tole so dve njegove fotografije. Ta desna pred vami je potem uporabljena za samo ugrabitev. Da sem prišel do vsega, kar bo danes povedano, je v bistvu bil začetek dela na 4 operativnih akcij v arhivu Sloveniji v škatlah 1160 do 1162 se nahajajo 4 mape, ki so imenovane kot operativne akcije Radoša, Venera, Dujet 1, 2, 3, 4 in pa operativna akcija Pero. Vse 4 akcije pa so v bistvu, vse 4 zadeve pa v bistvu govorijo o tem, kaj je slovenska udba bila vključena leta 1972, ko je 19 pripadnikov hrvaškega jugoslovanskega bratstva preko Mute prišlo v takratno Jugoslavijo in ki so bili potem likvidirani v območju Bugojna. Več o tem vam bo potem Božo povedal. No in pri gledovanju tega materijala sem prišel do tega potnega lista. V tistem trenutku me samo posebej začelo zanimati, kako to, da se potni list, original, ki ni uničen, nahaja v samih škatlah. Zakaj in na kakšen način? Nekaj mi je bilo tukaj narobe. Sam potni list je nekako normalen, Golac, Marko, izdan kot vsi ostali jugoslovanski potni listi, ki vsi poznamo. Malo me je zamotilo v tem delu slabše se vidite, Golac, Marko, ravna črta ni bilo najbolj ravno izpisano. Že ta moment mi je bil malo sumljiv, ampak dobro, ta stvar se lahko glede na leta to zgodi. No in potem so v bistvu tudi ta datum 7.12.46 Brežice, Kranj mi nič ni pomenil. Da bi tisti dan poklical Božo, sem rekel, če ti kaj pomeni ime Stjepan Crnogorec.
katerem se je v tem škatli veliko govorilo. Ja, to je bilo tisto in potem, ko sem zvečer malo podrobno pogledal, v bistvu ugotovim, da naš Marko, slovenski državljan, ima isti rojstni podatek kot pa Stjepan Crnogorac. Ne? No in takrat smo v bistvu mi sporočili, da gre za človeka, ki je po podatkih, ki jih imajo na Hrvaškem, izginil 2. julija 1942 iz Salzburga. Takrat je bilo že jasno, da gre za tega človeka in da ta človek bil pripeljan sem. Nadalje najdem v samem delu knjižico, bančno knjižico iz Salzburga, iz Sparkasse, ali šta je piše, banka, kakorkoli se imenovala, v originalu. Na knjigi je še dobro imeti v višini 30.000 šilingov, ker tudi takrat ni bilo niti malo denarja. Nadalje, no, to dobro imeti tukaj vidite, 19.6. je zadnjič položil, mislim, da 2000 šilingov. In nadalje je bilo kup osebne pošte, fotografij, dokumentov, ki kažejo na to, da je pač nekomu to odzeto in mu ni bilo vrnjeno. No, z nadaljnjim raziskovanjem je bilo teda popolnoma jasno, predvsem, ko smo najzaprvo mi je Božo dal vedeti, da slika od Marka Golaca je zelo podobna od Stjepana Crnogorca. Mi takrat niti nismo imeli sliko, malo boljše izvedbe, tudi na Hrvaškem je zaenkrat ni bilo, da je slika zelo podobna, kar je bilo takrat tudi možno. Pač niso imeli njegove slike, ker so ga pač samo nadzorovali, da pa je bil zelo nadzorovan, pa se vidi iz samih teh zabeležk, ki so v samem gradivu, pač so imeli sliko oddaljene in potem sem v prvem momentu mislil, da gre za, da so pač našli v Sloveniji neko podobno osebo, mu zamenjali sliko, samo da bi ga lahko pripeljali sem. Ko se je začela stvar odvijati, ko smo v bistvu spoznali tudi sestro od Stjepana in brata, smo prišli do original slike in takrat smo v bistvu ugotovili, da je slika le bila original na samem potnem listu. Tule je en dokument, ki v bistvu povezuje vse te operativne akcije Radoša, Vedera, pa Dojet, v bistvu naša slovenska policija javlja, slovenska varnost javlja, kako je zadevo v Beograd. Naslednji dokument, ki me je tukaj presenetil, v samem spisu je tale dokument tukaj, slabo se vidi, vam bom prebral. Boris Mužiš piše Gorjan Silvu, da so izpeljali zadevo v tujini, da je sedaj potrebno, da pošlje dogovorjenih 20.000 dolarjev in pa 60.000 novih dinarjev, da izplačajo sodelavce. Se pravi, bilo je namen. V tem momentu vidimo tukaj, so navedeni tudi 9 sodelavcev UDBE, kar v bistvu pomeni, da so ugrabitev izvedli pripadniki službe državne varnosti, ampak njihovi ne kot operativne osebe, ki so bile zaposlene v UDBI, ampak sodelavci UDBE. 3 sodelavci UDBE, 3 sodelavci UDBE pod imenom Bilič, Kovač in Željko, to so kodna tajna imena, zaenkrat še ne vemo točnih podatkov, kateri so identiteto teh ljudi, so prišli 3.7. v stanovanje v Salzburgu v Stjepanu, ga zbudili, se mu predstavili kot avstrijski policisti in mu naročili da ga bojo odpeljali na avstrijsko policijsko postajo. Zunaj so bili 3 sodelavci, spremljevalci zaščita, to je bila sodelavka Špela, Branko in Boris. Ti sodelavci so bili kot zaščita pred samo zgradbo
glede na operativno delo, ki ga poznam, to so mogli biti 3 sodelavci, ki so zelo poznali razmere v samem Salzburgu, ki so zelo poznali samega Stjepana, da bi lahko takoj reagirali, če bi prepoznali kako znano osebo, ki bi slučajno prišla ga obiskati in podobno. In potem so bili še 3 sodelavci, ki so pa neimenovani, tako imenovani observeri, to so pa tisti, ki so z daljine 300 do 500 metrov samo opazovali in bi priskočili na pomoč, če bi bilo kaj potrebno. Po zaslišanju Stjepana Crnogorca tukaj v Sloveniji je v arhivu ohranjeni preko 200 strani njegove osebne izjave. Po sami osebni izjavi imam občutek, da se Stjepan ni bal za življenje, ker je zelo mirno pisal in je prepričanju, da bo se verjetno dogovoril oziroma da bo uvedli kakšen postopek proti njemu, da je pisal. V zadnjem delu svoje osebne izjave pa točno napiše način Udbi, sam napiše, kako je prišlo do ugrabitve. Tukaj pač pove, da so to jutro 3. zvonili na vrata, da so prišli 3, en je bil debel brez las, da so mu povedali, kako gre, da mora iti na avstrijsko policijo. Ampak že v samem začetku tukaj piše, da mu je bilo malo sumljivo, ker en je držal roko v žepu, bil malo nervozen, običajno policisti niso takšni, ampak je še vedno verjel. Stopil z njimi v avto, da so ga začeli peljati. No in v tistem trenutku, takoj mu že v stanovanju dali lisice, kot da je aretiran, odpeljan na policijo. Med vožnjo, ko je pač bil prepričan, da se bojo peljali v smeri avstrijske policije, je videl, da se je šofer malo izgubil, da ni točno vedel kam in kako, ker se je vračal po isti poti. No, v tistem trenutku mu je že postalo sumljivo, da je nekaj narobe, in potem, ko je videl, da so zavili proti Villachu, slovenski meji, po takratni cesti, avtocesti, mislim, da je že bila, je bilo že popolnoma jasno, da ne gre za avstrijske policiste, ampak predstavnikov slovenske Udbe. Malo pred mejo Villachu so mu dali nekaj za pit, tam je zaspal v avtu in se je prebudil tik pred Ljubljano. Za sam prehod čez mejo so uporabili potni list na Marko Golac. Sam potni list sem preverjal, te osebe Marko Golac ne obstaja, nobeni evidenci in nikoli tega človeka ni bilo. Ta izjava je tukaj, vsem novinarjem potem lahko date stik, pa vam bom te zadeve preslikal v celoti. Tukaj vidite potni list, Marko Golac, rojen 7.12., pa Stjepan Crnogorac, rojen 7.12. Zdaj vprašanje, odkot so dobili sliko. Zaenkrat imamo z Božjom neko razmišljanje, verjetno je sliko sam Stjepan poslal staršem v domov v Makarsko, pa so jo Udba v tajni kontroli poštnih in drugih pošiljk, ki so jo verjetno izvajali na njegove domače naslovo, to sliko tam dobili. Druga možnost, ko pa vidim, sedaj sem danes po noči gledal po papirjih, je tudi poslane so slike iz fotoateljeja, eno pismo. In se bojim, da je lahko naš sodelavec v tem fotoateljeju pridobil to sliko ali je bila že tam pregledana poštna, kakorkoli. Udba je prišla do te slike in jo je tudi kot potni list uporabila kot takšno. No, ohranjeno v arhivu, kot sem rekel, so vsi te stvari, ki sem jih tukaj navedel, plus ta osebna pošta. Najbolj pomemben del pa je v bistvu ta tonski zapis. Obstajajo so 3 kasete, posebne izvedbe od Nagre, za tista leta zelo modern snemalnik. No, na tem snemalniku je pa zapis, tonski zapis njegovega zaslišanja v Ljubljani. V tem trenutku
je zadeva, Arhiv Slovenije to zadevo spreminja v digitalno obliko in mislim, da bo naslednjo teden že na razpolago, da bomo lahko poslušali to njegovo zadnjo zaslišanje. Zaslišanje so v glavnem vodila slovenska Udba, bil pa je tudi prisoten vsaj v enem delu načelnik Udbe za Bosno in Hercegovino, tam, ko je takrat spadalo po mestu bivanja Stefan. V postopku bodo avstrijski organi, poleg vseh teh dokazov, ki sem jim zdaj dokazal, morali zaslišati oziroma pridobiti od njih informacije vse pripadnike Udbe, ki so 72. leta delali na področju Avstrije. To so v glavnem operativni delavci Udbe z področja Maribora, Slovenj Gradca, Kranja. V predlogu, ki bo podan, ki je že v bistvu v nekem delu podan avstrijskim oblastem, so osebe tukaj, in pa še drugi del ljudi, ki so se pojavljali v samem tej zadevi, so poročali, imeli so delavce v Avstriji in vsi ti operativni delavci Službe državne varnosti Slovenije o tem primeru iz 72. leta vedo veliko. Seveda objava tega seznama in pa informacija, da bo postopek v Avstriji sprožen v ponovno preiskavo, novinarji v tistem trenutku, ko objavite vse ta imena, verjetno to pomeni za njih konec nakupovanja na avstrijski strani. Ne verjamem, da bo tudi po nalogu avstrijskih preiskovalnih organov zaslišani tukaj v Sloveniji, zato verjetno edino, kar bi bilo možno, je, da se zaslišijo v Avstriji, ampak to je postopek, ki bo pač tekel pred mani. Jaz osebno nisem imel možnosti, ker sem privatni raziskovalec, nimam možnosti preverjati njihovo smrt, ampak glede na dogodek in njihova leta so večina teh ljudi še živih, pa tudi iz rednega raziskovanja prihajam do teh ljudi in vem, da so še vedno živi in prejemajo zaslužene penzije v Sloveniji, malo povečane. Glede na to, da sem že v časopisu zasledil, da se pojavila ime Milan Kučan zraven, bi rad povedal, odgovoril na vprašanje, ali je Milan Kučan vedel za likvidacijo. Tukaj je, Milan Kučan je bil od leta 1970 prejemnik posebnih informacij Službe državne varnosti, ko je Služba državne varnosti o svojem delu obveščala takratni politični vrh. To je ta drugi del. V tem tukaj ga obveščajo o tem, da je Borisu Pahorju pripovedana knjiga, Odisej na Jarbolu, če se ne motim, knjiga, in mu govori o tem, kakšne so reakcije tam. No, tukaj je pa seznam tistih posvečenih, ko jih je Udba začela 70. leta obveščati, pa naprej, že prej, ampak od 70. leta naprej se pojavlja Milan Kučan. Vidite, da so tukaj v bistvu vsi, Popik, Dolanc, Mitja Ribičič, ne vem, Kardel, Krajger, Potrč, Andrej Marinc, vsi. Zanimivo je tukaj nekaj, takrat je Milan Kučan bil samo član sekretarijata centralnega sekretarjata Zveze komunistov Slovenije, se pravi samo član, ne pa izvršni sekretar, pa kaj takšnega. Tukaj so videli, da pa ostalim članom to ni bilo poslano. Članom sekretarijata je bilo pa kar nekaj.
Torej, če odgovorim na vprašanje, ali je vedel, glede na to, da so obveščali o vseh akcijah, je verjetnost velika, da je za te zadeve takrat vedel. V sami prijavi avstrijskim organom je pač naveden, vse ostale operativce smo navedli kot priče, njega pa samo kot osebo, glede na to, da je prejemal obvestile UDBE, da bi o zadevi lahko tudi kaj povedal. Z moje strani je tole vse. Kot sem rekel novinarjem, lahko ta pa ostale dokumente, fotografije, še ostale od njega. No, mogoče še samo o tem, kje je truplo Stjepan Crnogorca. Seveda je bila, takoj smo se vprašali, možno, da so ga odpeljali, ko je bil zaslišan, da so ga odpeljali domov in da je bil likvidiran doma, se pravi od rok bosanske oziroma bosanske uprave za državno varnost. Ampak glede na podatek, da imamo zapisnik, kjer je prišel načelnik uprave državne varnosti iz Bosne v Ljubljano oziroma v Slovenijo in ga je tukaj zasliševal, je 99,99% sigurno, da je njegovo življenje končano tukaj. Vi veste, da je v Gotenici v Kočevskem Roku imela uprava državne varnosti tudi svoje posebne prostore, svoj prostor in glede na to, da sem se pogovarjal z nekaterimi predstavniki državne varnosti, je mi povedano, da je njegovo življenje se končalo ravno tam. Tam je dovolj prostora v tistih gozdovih in je truplo bilo prekrito in še dan danes nahaja. Jaz mislim, da je naloga naša, da tudi sorodnikom najdemo posmrtne ostanke in da jih tudi najdejo. Gospa Crnogorec je v bistvu včeraj oziroma predvčeraj, še ko sem jo klical, prvič izvedela usodo brata. Do sedaj so mislili, da je pač končal nekje v Salzburgu oziroma kot oseba, ki je izginila. Zdaj ve, da ni izginila, da je končal v Sloveniji od rok Slovenske uprave državne varnosti.